Zakaj je pravzaprav tako zelo pomembno, da oboleli, ki se sooči s težko, hudo diagnozo, dobi celovito podporo, ki mu da moč, ki mu pomaga poiskati moč, da se spopade z boleznijo in začne iskati ponovno pot k zdravju? Pri bolniku je mnogokrat ob postavitvi neke težke diagnoze, nekako se mu takrat v glavi poraja veliko enih vprašanj. Lahko so to vprašanja glede zdravljenja, glede prehrane, lahko se pojavi čustvena stiska, ki je ob začetku nekako zelo normalna. Lahko pa gre potem tudi v neke širše spektre, kar onemogoča njegovo vsakodnevno funkcioniranje. Zato je zelo pomembno, da se lotimo bolnika in njegove diagnoze in njegovega zdravljenja celovito, torej v okviru neke celostne obravnave. To pomeni, da se vključi fizioterapevt, zdravnik, hematolog, onkolog, psiholog in pa klinični dietetik. Zelo pomembno je, da se bolnik v tem času, ko je dobil diagnozo in ko se začne zdraviti, čuti slišanega, varnega in da predvsem ve, kje in pa kako oziroma v kakšnih primerih in pa kam se obrniti po pomoč. Zdaj mogoče z vidika psihološke podpore je predvsem to v smislu nekega suporta, normalizacije občutkov, razbremenitve, kakšnih tehnik sproščanja in pa tudi obravnave svojcev, ki je prav tako zelo pomembna. Vendar je v praksi tako, da bolniki to pomoč verjetno iščejo pogosteje, kot pa jo tudi v resnici dobijo, glede na veljavno ureditev v sistemu, kaj ne? Ja, žal je trenutno še tako, da je psihološka obravnava zelo težko dostopna oziroma so dolge čakalne vrste, sploh za obravnavo pri specialistu klinične psihologije. Zato bolniki večkrat ne dobijo takšne obravnave, kot bi jo potrebovali oziroma bi si jo tudi zaslužili.